Dobro, spoštovane svetnice in svetnike. Spoštovane svetnice in svetniki, jaz predlagam, da nadaljujemo z današnjo sejo in sicer prehajam na točko 10, to je predlog odloka o spremembi dopolnitvi odloka o ustanovitvi osnovne šole Ivankovce, skrajšani postopek, ker pa sta naslednja dva odloka, to je točka 11 pa točka 12 identične, predlagam, da se obrazložitev za vse tri opravi skupaj. Pa prosim gospod Mojco Zorčič, da poda obrazložitev. Mateja Zemljak, ja, se opravičujem. Nekje sem videl Mojco. Kaj boš ti, ali bo? Ja. V redu, gospa Mateja Zemljak, ja. Obrazložitev bom torej podala k vsem trem naslednjim točkam skupaj, ker gre za vsebinsko enake spremembe in dopolnitve, vendar pri različnih šolah in posledično potem različnih aktih. Akti predvidevajo dve spremembi in sicer prvič ustanovitveni akt posebej ne določa načina glasovanja na svetu zavoda, torej ali javno ali tajno. Tudi zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ne predpisuje načina glasovanja na svetu zavoda, zato predlagamo, da ustanovitveni akt določi, da je glasovanje na svetu zavoda pri izbiri ravnatelja tajno. In druga sprememba, pravilnik o normativih za upravljanje dejavnosti predšolske vzgoje v 6. členu določa delovno mesto pomočnika ravnatelja vrtca pri šoli. V skladu s pravilnikom ravnatelj v vrtcu pri šoli imenuje za pedagoško in organizacijsko vodenje oddelkov vrtca pomočnika ravnatelja. Pomočnik ravnatelja pa mora v okviru polne delovne obveznosti opraviti tudi neposredno delo s otroki kot vzgojitelj ali svetovalni delavec. Število ur, ki jih mora opraviti, je odvisno od števila oddelkov. Ocena finančnih posledic od predpostavki, da se cene programa vrtca ne spremenijo, tudi finančnih posledic ne bo. Hvala lepa. Vabim k besedi predstavnico odbora za družbene dejavnosti, pa bi tudi vas, gospa Jožica Megla, prosil, da še lahko podate stališče k vsem trem odlokom, ker je pri vseh treh identično. Hvala za besedo. Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s predlogom odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi osnovne šole Ivankovci, osnovne šole Miklavž pri Ormožu in osnovne šole Velika Nedelja, skrajšani postopek, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Soglasno so bili sprejeti torej vsi predlogi. Hvala. Hvala za stališče odbora, pa odpiram razpravo. Najprej prehajamo na obravnavo predloga odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi osnovne šole Ivankovci. Želi kdo razpravljati imeno svetniške skupine? Ne želi v svojem imenu? Tudi očitno ne. Kolikor ni razprave, dajem potem predlog sklepa, zapisanega na strani 31. Občinski svet Ormož sprejme predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi osnovne šole Ivankovce na glasovanje in prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Zdaj pa lahko glasujete, kdo je za sklep. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 15 svetnic in svetnikov, nihče proti, tako da je odlok soglasno potrjen. Prehajamo na točko 11, to je predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi osnovne šole Miklavž pri Ormožu. Prav tako skrajšani postopek. Želi kdo razpravljati imeno svetniške skupine? Ne, v svojem imenu? Tudi ne, kolikor ni razprave. Vas prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti in dajem na glasovanje predlog sklepa. Občinski svet Ormož sprejme predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi osnovne šole Miklavž pri Ormožu.
Prosim, če glasujete, kdo je za? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 17 svetnic in svetnikov glasovalo za, nihče proti, tako da je sklep soglasno potrjen. In še točka 12, to je predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi osnovne šole Velika Nedelja, skrajšani postopek. Želi kdo razpravljati imenu svetniške skupine? Ne želi. V svojem imenu tudi ne. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Ugotavljam, da je, dajem na glasovanje predlog sklepa. Občinski svet Ormož sprejme predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi osnovne šole Velika Nedelja. Kdo je za? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 17 svetnic in svetnikov in nihče proti. Tako da smo s tem končali točko 12. Hvala lepa, gospe Zemljakovi. Mi pa prehajamo na točko 13. To je finančno jamstvo za sanirani del odlagalnega polja za odlagališče nenavarnih odpadkov Dobrava. Med nami pozdravljam gospoda Ljudvika Hribeška, ki je zadolžen pri koncesionarju za to vprašanje, pa ga prosim, če se prijavi za kratko obrazložitev. Izvolite. Hvala lepa, gospod župan. Lep pozdrav tudi strani komunalnega podjetja Ormož. Danes bi vam par besed povedal, se pravi o finančnem jamstvu za sanirani del odlagališča, kajti zakonodaja po novem omogoča, zato da bi skupno bili stroški nižje, da občina kot lastnik odlagališča da z izjavo, da za sanirani del ne iščemo več bančne garancije, ampak da občina da za to izjavo. To je možno samo za površino odlagališča saniranega dela za 19.000 kvadratnih metrov. Za aktivni del odlagališča pa še bo vedno potrebno bančno garancijo za ukrepe, katere pač so definirane v okoljevarstvenem dovoljenju. Ker zakonodaja to omogoča, ker je bilo to tudi obravnavano na občinskem odboru za premoženje in finance pri vas na občini Ormož in prišli smo do skupnega zaključka, da za ta sanirani del predlagamo občinskemu svetu, da občina da izjavo. Enako so naredila tudi druga odlagališča oziroma druge občine po Sloveniji. S tem seveda ta izjava pa nekje prinese nižje stroške, kajti banka za bančno garancijo vzame določeni denar, če pa občina da z izjavo, pa tega denarja ni potrebno dati banki. Jaz bi toliko imel, pa bi potem mogoče tudi na vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Vabim besede predsednika odbora za premoženje, finance in gospodarska vprašanja. Hvala za besedo. Odbor za premoženje, finance in gospodarsko vprašanje se seznanil s finančnim jamstvom za sanirani del odlagalnega polja za odlagališče nenevarnih odpadkov Dobrava, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da poda finančno jamstvo s pripombo, da se izbrišejo narekovaji pri besedi saniranega. Tak sklep je bil soglasno sprejet s 5 glasovi za. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati v imenu svetniške skupine? Ne želi. V svojem imenu? Izvolite, gospa Ivanoša. Hvala za besedo. Jaz bi samo malo povzela, kaj smo imeli, čeprav je bilo malo povedano, da smo imeli pripombe na odboru glede teh sredstev, ki so še na računu za sanacijo odlagališča. Tam so nam razložili, da mogoče bi lahko še danes malo bolj, da to nima nič skupnega s to izjavo, da je to povezano samo z bančno garancijo. In koliko sem jaz razumela, tam v vsakem primeru, ko več sredstev za sanacijo odlagališča ne bo
tako ali tako lastnik pokriva sredstva 30 let za monitoring oziroma za kontrolo za vse to, kar imajo. Tako da trenutno res ni nobenega finančne posledice iz tega, kasneje pa bomo še videli, kako se bo to odvijalo. Hvala. Zdaj, koliko ne bi jaz morebiti k temu dodal samo to, da smo mi aktivni del odlagališča, ki je imelo okoljevarstveno dovoljenje za odlog 50 tisoč ton, zaprli konec leta 2015. Ker nismo odložili 50 tisoč ton, ampak manj, smo oblikovali sredstva za zapiranje tega aktivnega dela odlagališča v višini, boste mi gospod Hriveček pomagali, 1 200 000 evrov. Malo manj kot 1 200 000 evrov. Mi smo potem seveda zaprosili za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ker je odlagališče nenevarnih odpadkov v tem trenutku v celoti zaprto in sedaj pri sami spremembi želijo, da namesto finančnega jamstva, ki v prvem OVD za ta sanirani del ni bilo predpisano, da občinski svet takšno izjavo, ki je danes pred vami. Kar se pa tiče sredstev, ki so bila zbrana pri odlaganju za tisti aktivni del do konca leta 2015, pa je približno 430 000 evrov denarja še vedno na razpolago in iz tega denarja se bo seveda plačeval monitoring in pa eventualno še kakšni drugi stroške, če bi nastali na našem odlagališču ne več 30 let, ampak zdaj 3 leta že mimo, tako da bomo videli, kaj bodo potem tudi v spremenjenem okoljevarstveno dovoljenje določili. Zdaj okoljevarstveno dovoljenje pa nam nočejo izdati na ARSO-to, dokler ne bo občinski svet posredoval te izjave, ki je danes pred vami. Jaz sem seveda želel, da nam okoljevarstveno dovoljenje spremenijo brez te izjave. To se ni dalo doseči. Komunalno podjetje, ki je upravljalec tega odlagališča, je mnenja, da je bolje, da tako izjavo občinski svet da. Zato sem pač se odločil, da na tej seji to občinskemu svetu predlagam. Na ARSO to pravijo, da taka izjava, razen seveda hitrejše reševanje postopka spremembe OVD-ja za občino ne bo imela nobenih posledic. Ali je to res tako, to pa ne vem. Tu bomo seveda v naslednji fazi malo pri teh zadevah rabili tudi pomoč poslancev. Jaz upam, da bo na Ministrstvo za okolje in prostor končno prišel nekdo, ki bo razumel malo te okoljske probleme in ki bo začel na teh okoljskih probleme malo bolj intenzivno delati. Ker tu se pojavljajo probleme, v končni fazi lahko v tem času slišite, da ostajajo na odlagališče količine povratne embalaže, ki bi jih mogli določeni prevzemniki prevzeti, pa jih ne prevzemajo. Tako da probleme očitno bo cela Slovenija še na tem področju tudi v prihodnje imela. Zdaj, ali bo teh 430 000 evrov dovolj do konca na novo izdanega okoljevarstvenega dovoljenja, to v tem trenutku ne moramo reči, velika verjetnost, če smo pošteni, pa je, da ne. Da bo nekaj zadnjih let proti koncu obdobja, ki ga bodo določile, pač občina Ormož morala iz proračunskih sredstev nameniti določena sredstva za monitoring. Ampak to so moja predvidevanja. Bomo videli, ko bomo dobili to spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Še kakšno vprašanje? Torej boste pa seveda kot svetniki o tem obveščeni, tako kot ste do sedaj sproti bili seznanjeni z temi postopki, s tem delovanjem odlagališča komunalnih odpadkov, tako boste tudi v prihodnje. V
Kolikor ni, dajem jaz potem to vsebino, ki bi jo naj občinski svet kot lastnik odlagališča nenevarnih odpadkov na mesto zagotovitve finančnega jamstva sprejel na glasovanje z to pripombo, ki jo je podal odbor za finance, premoženje in gospodarska vprašanja, da se narekovaj pri besedi saniranega izbriše. Se pravi, da s tem pokažemo, da dejansko od nas zahtevajo, da sprejemamo neko izjavo za saniran del ormoškega odlagališča. Prosim potem, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Prosim, če glasujete. Kdo je za? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 14 svetnic in svetnikov glasovalo za in nihče proti. Se zahvaljujem gospodu Hribeško za prisotnost. Mi pa prehajamo na točko 14, to je soglasje in poroštvo k najemu kredita javnega zavoda za turizem, kulturo in šport. Poprosim, gospod Čero, če podate obrazložitev. Javni zavod za turizem, kulturo in šport občina Ormož je nosilec projekta LAS partnerstvo za razvoj in promocijo turizma na območju LAS UE Ormož. Projekt bo sofinanciran tudi iz sredstev državnega proračuna in pa sredstev Evropske unije. Zdaj za realizacijo projekta potrebujejo sredstva, da lahko poplačajo obveznosti oziroma zaključi projekt in potem na podlagi zahtevkov pridobijo ta sredstva iz državnega proračuna in sredstev Republike Slovenije in pa Evropske unije. Za ta namen Javni zavod za turizem, kulturo in šport občina Ormož potrebuje kredit za obdobje od 1.9. do 30.9. prihodnje leto v višini 15.155 evrov. K kreditu morajo pridobiti soglasje občinskega sveta in pa poroštvo občine. Zdaj za najetje kredita si je javni zavod zaenkrat pridobil 2 ponudbe in občinskemu svetu predlagamo sklep, da da soglasje k pridobitvi oziroma najemu kredita v višini 15.155 evrov za obdobje od 1.9. letošnjega leta do 30.9. prihodnje leto z obrestno mero do 4% fiksno letno. Zdaj, če bi do kakšno bolj ugodno ponudbo spet pridobiti, bo pač ta kredit bolj ugodnejši. S tem, da so še pri kreditu po tej ponudbi, ki ima zdaj najgodnejše stroški v višini 200 evrov. Hvala lepa. Odbor za premoženje, finance in gospodarske vprašanja. Pravnovo pa vas vabim, dr. Kolmanič, besede. Hvala za besedo. Odbor za premoženje, finance in gospodarske vprašanja se je seznanil s soglasjem in poroštvo najemu kredita Javnemu zavodu za turizem, kulturo in šport občine Ormož, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje in poroštvo k temu kreditu. Ta sklep je bil soglasno sprejet s 5 glasovi za. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati v imenu svetniške skupine? V svojem imenu? Vkolikor ni razprave, dajem potem sklep, ki je zapisan na strani 39 in se glasi: občinski svet Ormož daje soglasje in poroštvo k najemu kredita Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport občine Ormož za financiranje aktivnosti projekta partnerstvo za razvoj in promocijo turizma na območju LAS Ormož. Torej se pravi partnerstvo za razvoj in pomoč turizma na področju našega LAS-a, se pravi upravne enote Ormož, je v višini 15.154,68 evrov za obdobje od 1.9.2018 do 30.9.2019 z obrestno mero 4%, Do 4. z obrestno mero do 4% letno.
z fiksno obrestno mero do 4% letno, tako. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Lahko glasujete, kdo je za. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 15 svetnic in svetnikov glasovalo za, nihče proti, tako da je sklep sprejet. Morda še samo to dodam, ne? Da pa občina ne more tega denarja zastaviti, posojiti, ampak morajo iti po kredit na banko za denar, ki ga bodo dobili čez 1 leto. S tem smo končali točko 14 in prehajamo na točko 15. To je sklep o uvrstitvi projekta nabava motornega vozila za urgentnega zdravnika zdravstvenega doma Ormož v načrt razvojnih programov občine Ormož. Pa še enkrat prosim gospoda Ščeroda za kratko obrazložitev. Ministrstvo za zdravje je dne 8.6.2018 v uradnem listu Republike Slovenije objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij na področju primarnega zdravstva, katerega predmet je nakup vozil za urgentne zdravnike. Rok za prijavo na razpis je bil 22.6.2018. Po objavi razpisa smo v občinski upravi pristopili k pripravi potrebne dokumentacije in pa predvsem k izdelavi DIP-a, katerega je izdelala naša razvojna agencija. Potem smo 21.6., to je v predvidenem roku, oddali prijavo na Ministrstvo za zdravje. Vrednost projekta je ocenjena na 32.587 evrov z davkom, upravičeni stroški znašajo 19.990 evrov, ostala sredstva za nakup vozila pa bo zagotovil zdravstveni dom in ta vrednost zdravstvenega doma je ocenjena na 12.597 evrov. Zdaj v skladu z razpisom oziroma z razpisnimi pogoji je potrebno na občinskem svetu sprejeti sklep in sicer pogojni sklep, da vekolikor bo občina Ormož pridobila sredstva za sofinanciranje nakupa tega urgentnega vozila, se ta projekt uvrsti v načrt razvojnih programov oziroma v proračun občine Ormož. Hvala lepa. Vabim besede predsednika odbora za premoženje, finance in gospodarska vprašanja. Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja se seznanil s sklepom o uvrstitvi projekta nabava motornega vozila za urgentnega zdravnika zdravstvenega doma Ormož v NRP občine Ormož, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Tudi ta sklep je bil soglasno sprejet s 5 glasovi za. Hvala lepa. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati v imenu svetniške skupine? Ne želi v svojem imenu? Prosim, gospod Ivanoša. Hvala. Jaz bi pač samo ponovno, kaj smo imeli na odboru, poudarila to, da je v bistvu pohvalno, da se občina vključuje in pripravlja na te razpise in s tem pomaga zdravstvenemu domu morebitno, da pridobi sredstva Ministrstva za zdravje. Mislim, da bi se mogla občina na vseh področjih, kjer je le možno vključevati, pa pomagati do teh sredstev in upam, da bo občina uspešna na tem razpisu. Hvala. Hvala. Še kdo? Vkolikor ne, bomo prešli na glasovanje. Bi edino rekel, da nekih drugih razpisov, kjer bi se občina na takšen način lahko prijavljala, ni. In tudi edino ministrstvo, ki v Sloveniji pripravlja zelo transparentno vse razpise, ki pripravlja razpise ne na podlagi insajderskih informacij, to, kar dela recimo Ministrstvo za šolstvo ali pa še kjero, je to Ministrstvo za zdravje. Mi smo do sedaj bili uspešni na 3 razpise tega ministrstva, ki je tudi istočasno najbolj kritizirano strani vseh v tej državi. Sem že to večkrat povedal. In to je 4. razpis, na katerem imam občutek, da bomo spet uspešni, ker so nas prosili za neka dodatna pojasnila v zvezi z opremo, ker so ocenili, da je ta znesek za takšen avto z vso opremo
prenizek in je potem sve bil odgovor, da bo zdravstveni dom Ormož del opreme, ki jo imajo v zdajšnjem avtomobilu, prenesel v ta novi avtomobil. Sklep pa se glasi, torej, če bo, da se v NRP-ju, se pravi načrtu razvojnih programov občine Ormož, se v primeru odobritve projekta nabava motornega vozila za urgentnega zdravnika zdravstvenega doma Ormož strani Ministrstva za zdravje vrsti nov projekt, torej naziv tega, potem pa viri za financiranje projekta pa zagotavljajo Ministrstvo za zdravje v letu 2018 v višini 17.991,01 evra, zdravstveni dom pa v letu 2018 v vrednosti 6.396,80 evra in potem še v letu 2019 v vrednosti 8.200 evrov. Celotna vrednost tega motornega vozila, kot sem že povedal, brez določene notranje opreme, ki bo prenešena iz zdajšnjega uporabnega avtomobila, pa je 32.587,81 evra. Pa prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Lahko glasujete, kdo je za sklep, da se ta projekt uvrsti v načrt razvojnih programov. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 17 svetnic in svetnikov, nihče proti, tako da je sklep soglasno potrjen. S tem smo končali točko 15 in prehajamo na točko 16. To je sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018. Pa prosim, gospod Matej Zemljak, da poda obrazložitev. Zakon o volilni in referendumski kampanji določa, da lokalna skupnost pred začetkom volilne kampanje določi višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje. S predlaganim sklepom se določijo upravičenci in pa kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v občini Ormož. Upravičenci so organizatorji volilne kampanje za člane občinskega sveta, ki so jim pripadli mandati v občinskem svetu v višini 0,33 evra za dobljeni glas in organizatorji volilne kampanje za župana, za katerega je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali v višini 0,12 evra za dobljeni glas. Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 evra le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov v obeh primerih ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. Sklep še določa, da stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo. To pomeni pri volitvah za občinski svet 0,40 evra za posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti in 0,25 evra za posameznega volilnega upravičenca za volitve župana. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za župana povečajo še za 0,15 evra na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti. Delno povračilo stroškov se organizatorjem volilne kampanje vrne na njihovo zahtevo iz proračuna občine v roku 30 dni po predložitvi dokončnega poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. Mogoče še finančna posledica tega sklepa. Na prejšnjih volitvah je bilo organizatorjem volilne kampanje skupaj povrnjenih iz proračuna 1704,36 evra. Hvala lepa, vabim besedi predsednika odbora za premoženje, finance in gospodarska vprašanja, prosim. Še enkrat hvala za besedo. Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja se seznanil s sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Ormož, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Tudi ta sklep je bil sprejet s 5 glasovi za soglasno. Hvala lepa.
Hvala lepa, odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Ne želi. Kolikor ni razprave, dajem sklep, kot ga je predstavila gospa Zemljakova, na glasovanje, da ne čitam celote. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Kdo je za sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve? Kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je tudi ta sklep soglasno s 17 glasovi za in nobenim proti sprejet. S tem smo končali točko 16 in prehajamo na točko 17. To je sklep o določitvi cen programov v oddelki predšolske vzgoje, vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ormož. Med nami pozdravljam ravnateljico, gospo Simono Meško, in jo prosim, da poda obrazložitev. Hvala za besedo. Lep pozdrav v mojem imenu. Če povzamem gradivo, ki vam je bilo poslano, so razlogi za povišanje cen predvsem v spremembah predpisov, ki urejajo izplačilo plač zaposlenih. To so dvig plačne lestvice s 1.9.2016, ter gre za letni dopust, izplačilo napredovanj zaposlenim v letu 17 in 18, odprava plačnih anomalij, dvig kolektivnega dodatnega zavarovanja za javne uslužbence, upokojevanje zaposlenih in s tem povezano izplačilo odpravnin, pogoste do 30-dnevne bolniške odsotnosti, izplačilo jubilejnih nagrad in tako dalje. V glavnem, na kratko, septembra 2016 se je začel sproščati ZUJF, kar je potem počasi privedlo do trenutne situacije, ko nam mesečni prilivi na podlagi cenika ne pokrivajo več tekočih stroškov iz naslova plač. Ob tem bi rada poudarila, da smo pri stroških plač v teh 2 letih ravnali maksimalno racionalno, saj smo se trudili, da smo se prijavljali na razpise in tako zagotavljali sredstva za nadomeščanja, ki v zadnjih 2 letih niso popolnoma nič bremenila cenika, in pa imeli smo tudi eno zaposlitev pomočnice vzgojiteljice manj, kot nam je dovoljevala sistemizacija. Ovrednotili smo tudi stroške materijala in storitev ter stroške živil in ugotovili, da tudi v novem ceniku ostanejo nespremenjeni in ostajajo enaki kot že v letu 2015. Mogoče še malo bolj podrobno, dvig, kaj so prinesle te spremembe oziroma sprostitve ZUJF-a. Najprej dvig plačne lestvice. V letu 2016 je to pomenilo 3069 evrov, potem v letu 2017, ko je bilo to 12 mesecev, 11629 evrov in v letu 2018 bo to 9691 evrov in skupni dodatni strošek, ki ni bil upoštevan v veljavnem ceniku, tako znaša 24389 evrov. Naslednja stvar je regres za letni dopust. Predvideni v ceniku stroški so 44 000 evrov, v letu 2017 je bilo izplačanih 47 157 evrov, v letu 2018 pa 46 931 evrov in skupni dodatni strošek, ki ni bil upoštevan v ceniku, je 6088 evrov. Potem izplačilo napredovanj zaposlenim v letih 2016, 17 ter 18. V letu 2016 je napredovalo 19 zaposlenih, strošek je znašal 23 533 evrov, v letu 2018 je ta strošek 24 477 evrov in seveda ni upoštevan v veljavnem ceniku, pa tudi vnaprej niso upoštevana napredovanja v letu 2018, ki se bodo začela izplačevati pri plači za december 2018.
Ta strošek bo na letni ravni znašal 21.507 evrov. Potem je odprava plačnih anomalij. S 1.9.2017 so se 45 delavcem povišali plačni razredi za 2 ali celo 3 plačne razrede. To v vrtcu Ormož pomeni 70% vseh zaposlenih. Ob tem je bilo potrebno izplačati še anomalije za nazaj za 2 meseca. To smo morali izplačati tudi zaposlenim v vrtcu Podgorci, ki v času izplačila, to je bilo oktobra pri septembrski plači, niso več bili v sestavi vrtca Ormož. Dodatni stroški zopet, ki niso bili upoštevani v ceniku, v letu 2017 je bilo to 14.567 evrov in v letu 2018 31.528 evrov. Potem dvig kolektivnega dodatnega zavarovanja se je z januarjem 2018 povečal iz 684 evrov na 1769 evrov in skupni dodatni strošek v letu 2018 tako znaša 11.935 evrov. Potem so tu še odpravnine, jubilejne nagrade. V letu 2018 smo izplačali eno odpravnino delavki, ki se je upokojila decembra 2017, ena delavka pa se upokoji v septembru. In skupno znaša znesek odpravnin izplačanih v letu 2018 11.665 evrov. Imamo pa še potem nekaj jubilejnih nagrad, katerih skupni znesek je 2.596 evrov. Potem imamo tudi velike zamude v plačilih, tudi do 10.000 evrov na mesečni ravni, to so kratke zamudnine do 30 dni, 8.000 evrov pa imamo tudi v tožbah. Tako da veljavni predlog cenika smo pač oblikovali po normativih, kot jih predvideva pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov. Gre pa v bistvu za povečanje v povprečju 6,46%, sicer za 1.8.2018. Hvala lepa. Vabim k besedi predsednika odbora, ki sta to obravnavala, tako odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja, kot tudi odbor za družbene dejavnosti. Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja se seznanil s sklepom o določitvi cen programov v oddelkih predšolske vzgoje v vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Ormož, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Tak sklep je bil sprejet z 4 glasovi za. Pri tem pa moram povedati, da je tukaj tekla zelo obširna razprava pri tej točki, da smo člani odbora razpravljali o raznih posledicah tega dviga cen, tako za starše, kot tudi za občinski proračun, da smo poskušali najti način, kako bi lahko tole na nek način umilili, ampak smo prišli do ugotovitve, da je dejansko podražitev odvisna od podražitve cen dela, na katero pa seveda tukaj lokalno nimamo nobenega vpliva. In zaradi tega smo se morali strinjati z podražitvijo, kajti stanje takšno, kot je, bi bilo drugače nevzdržno in v bistvu ni bilo druge možnosti kot to, da smo se potem s tem strinjali. Tako da toliko v bistvu v zvezi s to točko. Hvala lepa. Hvala lepa. Še gospa Jožica Megla. Hvala za besedo. Tudi odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s predlogom sklepa o določitvi cen programov v oddelkih predšolske vzgoje v vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Ormož. Se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Razprava je bila zelo burna, kajti na koncu, mislim, pravzaprav smo ugotovili, tako kot je predhodnik povedal, da smo pred zaprtimi vrati in naš odbor je glasoval za, z 2 glasovoma in 1 proti. Hvala lepa.
Odpiram razpravo. Pa najprej sprašujem, če želi kdo razpravljati v imenu svetniške skupine. V imenu svetniške skupine, izvolite. Boste prišli za govornico, gospod Novak. Še enkrat, hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem. Jaz moram reči, da mi štirje iz naše svetniške skupine Desus nimamo v vrtcu otrok, imamo pa najverjetneje kakšne vnuke ali pa pravnuke. Tako da smo v vsakem primeru tangirani, ker ti vnuki pa pravnuki, dedeke pa babice tudi nekaj stanejo. Moral bi za začetek reči, da seveda malo moti to, da recimo vrtec Ivenkovci ne prihaja z zahtevami po podražitvi tistega dela, kar plačujejo starši. Res je, da naši starši prispevajo k stroškom v vrtcu okrog 22%, ostali del pa potem seveda zagotavlja občina. Zdaj pa nekaj drugega. Normativi v vrtcih so seveda bogati. In jaz verjamem, da bo potrebno v prihodnje te stvari spremeniti. Dalje in naprej na širitve vsega tega najverjetneje ne bo šlo in tudi v občinskem proračunu dvomim, če bo v prihodnje še možno zagotavljati takšen delež, kot je to v tem trenutku. Okrog 1 800 000 gre za vrtce. Res je, da so to naši malčki, majhni, nebogljeni, poskrbeti je treba zanje, vendar vse stvari morajo imeti nek okvir in pa nek obseg. Zdaj pa še eno. Mi imamo naš nadzorni odbor občinski. Mi smo že razpravljali, da bi bilo dobro, če bi nadzorni odbor se včasih malo oprostite izrazu v narekovaju, pozabaval tudi z našimi javnimi zavodi in mogoče malo pregledal poslovanje in pa predvsem ta finančni del v teh zavodih, kjer je ustanovitelj občina in kjer občina velik del stroškov prispeva. Tako da bi seveda jaz apeliral na naš nadzorni odbor, da v prihodnje poskuša tudi na tem področju še opraviti kakšno dodatno nalogo, poleg tega, da pač v največji meri kontrolira porabo proračuna občine Ormož. Da ne bi bil narobe razumljen, jaz seveda verjamem, da se v naših vrtcih zaposleni trudijo, da je ta vzgojno-izobraževalni del dober, ampak kljub vsemu temu pa tudi okrog financ bo seveda treba zadevo mogoče čim bolj racionalizirati. Še nekaj, jaz ne poznam v tem trenutku nobene naše firme, čeprav jih je malo, kjer bi v zadnjem času ne vem koliko povečevali plače. In seveda to so neki stroški za starše, ki bodo seveda dodatno vplivali na družinske proračune. Toliko samo. Hvala lepa. Še kakšna razprava v imenu svetniške skupine? Kolikor ni, odpiram razpravo za posamezne svetnike in svetnice. Prosim, gospod Ivanuša. Hvala lepa. Jaz bi spet povzela odbor in razpravo na odboru. Moje mnenje je, da argumenti so močni. Glede plač v javnih zavodih določa zakon. To ne moremo primerjati gospodarstva pa javnega zavoda, ker njih obvezujejo drugi zakoni in če ne bodo imeli plače taka, ki jim pripada, bodo hitro kakšne stavke. Če so plače po zakonu določene, in sem to tudi že jaz, se priključujem gospodu, ki je govoril pred menoj, da se naredi revizija
osebnih dohodkov oziroma plačnega sistema v vrtcu in da ugotovimo, če vse štima, potem imajo argument, da se dvigne cena. Če pa bodo se ugotovile nepravilnosti, pa bodo mogli takrat regulirati ceno. Ostali stroški se niso dvigali po poročilu. Zdaj, da bi pa se primerjali z drugimi vrtci, pa menim, da je to zelo težko, dokler ne poznamo vseh dejstev. Dejstvo je splošno znano, da osnovne šole, katere imajo vrtec, dostikrat uporabljajo tudi učitelje za vzgojitelje ali pa varuhe oziroma pomočnike vzgojiteljev. Ne vem, če bodo sicer to lahko še delali, glede na to, da zdaj učitelji ne smejo delati drugo tisto, kot imajo zdaj izobrazbo, ali so na vrtec pozabili, pa bodo lahko šli tisti učitelji na mesto zgodovine učiti, bodo šli v jaslice, to ne vem. Ampak mislim, da dokler nimamo pravih dejstev in to v številkah, ne moramo primerjati ne Ivankovce, ne Miklavž in ne Ormož, ker ne vemo, kaj oni knjižijo pod strošek vrtca, kaj pa ne. In je zelo nasplošno, to je bila tudi razprava na odboru, reči, Ivankovci imajo manjšo ceno od Ormoža. Na koncu koncev pa tudi, če danes ne bo izglasovana ta cena, bomo vsi občani nosili ta strošek, kot ste že ugotovili, je to zelo velik strošek v občinskem proračunu. Gospod Šerot je rekel, da ste v proračunu rebalansu že potrdili povišanje te postavke, tako, ker se je že planiralo, da se bo cena dvigala. Tako da, ne vem, dokler ne bomo dobili revizijskega poročila, mislim, da nimamo argumenta, da ne bi potrdili cene. Nažalost, največji strošek pa bo tako ali tako nosila občina. Hvala lepa. Hvala lepa. Dr. Kolmanič. Hvala za besedo. Veliko je bilo že povedanega strani kolegice Monike, s tem, da bi rad dodal še nekaj. Namreč trenutna ureditev tega sistema predšolske vzgoje se mi zdi, da je rahlo napačna. In sicer mi imamo normative, ki so skupni za celotno državo, kar je prav. Zaradi tega, ker ne smejo otroci čutiti razlike glede na to, kje pravzaprav hodijo v vrtec. Ampak na nek način bi država morala upoštevati to, kakšen je dohodek prebivalstva. In recimo, kaj zvem, če v Ljubljani veljajo recimo isti normativi, pa so sredstva, ki jih prispevajo starši zaradi tega, ker so plače tam višje. In ni potem tako velikega pritiska na občinski proračun, ko dejansko pride do take podražitve. Potem, ko se je država odločila dejansko, da ZUJF neha veljati in da je treba popraviti potem nesorazmerja, ki so zaradi ZUJF-a nastale, bi dejansko tu morala predvideti tudi določena sredstva, ki bi pokrila dejansko te razlike, ki so nastale. Zaradi tega, ker dejansko so se stvari nakopičile in so pljusknile v nekem valu in na koncu so se prelile pravzaprav na obremenitev tako naših občanov, kot še v večji meri na občinski proračun. In dejansko tu bi se morali na ministrstvih zavedati, da v bistvu s tem občine, ki so dejansko slabše razvite, dejansko še malo bolj potisnejo navzdol in v bistvu še vzamejo tista sredstva, ki jih imajo v bistvu in ki bi jih lahko drugače uporabili za to, da bi dosegali da bi lahko držali potem korak
v razvoju z bolj razvitimi. In v bistvu to je nekaj, kar bi država morala spremeniti, ker v bistvu takšen sistem postaja nevzdržen. In jemlje tako sapo občinam na tem področju, kot tudi občanom, ki seveda ob plačah, ki se ne dvigajo, potem morajo v bistvu seči še malo globlje v svoje denarnice in v bistvu so še malo bolj obremenjeni. Je pa res, kar je bilo že danes povedano večkrat, da pa večino stroškov potem nosi pa še občina. Tako da v bistvu tu bi bilo treba to problematiko zaostriti, mogoče tam v Ljubljani, tako da se bi nekaj v nekem doglednem času spremenilo na tem področju, kajti to bo vedno bolj pereč problem. Hvala lepa. Hvala lepa. Dr. Kolmanič, naslednji je gospa Irma Murat. Hvala za besedo. Jaz moram reči, da sem tudi članica sveta vrtca in po zaključnem računu za leto 2017 je vrtec sicer posloval pozitivno, vendar so že takrat napovedali, da pa se napovedujejo torej določene finančne težave, predvsem s to obrazložitvijo, da leta 2016, ko je bil predlog za povišanje vrtca in je občinski svet izglasoval predlog povišanja vrtca za vrtec Ormož, vendar ne v takšni višini, kot je bilo predlagano. Jaz upam, da bo torej ta izračun, ki je sedaj narejen, če takole preprosto rečem, nekaj časa vzdržal. Dejstvo je, da se število, kot sem zdaj videla v tem našem gradivu in pa v primerjavi z podatki, ki smo jih takrat dobili, število staršev neplačnikov žal povečuje. To pomeni, da na strani staršev so stiske, tudi vemo, da je število otrok v vrtcih se povečuje, kar je prav, da vendarle naši otroci dobijo vse tiste pogoje kot nekje drugje v večjih mestih. Zdaj tukaj glavni argument je bil podan kot strošek dela. Seveda na to vpliva struktura zaposlenih, predvsem struktura zaposlenih in s tem posledično plačni razredi. Žal normativi so takšni, kot so, čeprav bi si morda kdaj želeli, da bi jih lahko na ravni občine spremenili, glede na to, da so občine ustanoviteljice vrtcev, ampak normative predpisuje država, razrez plačila tudi predpisuje države, tako da smo v bistvu tisti, ki nad tem bedimo, bolj ali manj izvrševalci vsega tega. Bi pa samo to rekla, da ni bojazni, verjetno ni bojazni, pa moramo verjeti dokumentom, ki so podani. In ena izmed stvari je tudi, kjer so vrtci priključeni šolam, da morajo biti stroški pa strogo ločeni. Tako da naj pa verjamem, da ni nekih prelivanj. Je pa res, da je zdaj, tako kot sem že rekla, vrtec Ormož s to podražitvijo bo eden izmed dražjih vrtcev, pa verjamem, da so ti izračuni narejeni tako, da bodo nekaj časa vzdržali. Hvala. Hvala. Naslednja gospa Mojca Žnidarič. Hvala za besedo. Veliko je že bilo povedano, nekaj se bom ponavljala. Argumenti, res, ki jih je vrtec pripravil, so močni in čeprav nas čaka težka naloga, skoraj da nimamo druge možnosti, kot pač to potrdimo. Želela sem poudariti to, kar je zdaj gospa Irma že povedala. Vidim, da je res vrtec že leta 2016 predlagal takrat 11% povišanje cen, je pa jim bilo odobreno 7,78% povišanje. Potem druga zadeva, ki bi jo rada poudarila, mogoče, ker se vsi spomnimo
torej plač pomočnic vzgojiteljice, to je bilo zdaj lani pa predlani pa večkrat tudi v medijih, res so bile izredno nizke, ne? Mislim, da je z 20. plačnim razredom plača štartala in to je celo z 19. to je okrog 700 evrov neto, tako da mislim, da smo takrat vsi bili na njihovi strani, da je to plačilo za njih prenizko, to in je bilo potem tudi za to anomalijo plačnih sistemov v javnem, torej v javnem plačnem sistemu odpravljeno. Vse to pač nosi zdaj te višje stroške. Bi pa rada povedala, tudi vsi smo dobili plan dela nadzornega odbora, zdaj koliko se jaz spomnim, je nadzorni odbor že upošteval predlog, ki je bil dan in kontrolira že vrtec oziroma šolo oziroma vrtec Miklavž, toliko sem videla iz tistega plana, tako da jaz verjamem, pa tudi, se pravi, ne dvomim v to, da ne bi bilo karkoli v redu, ampak če jim je bila ta naloga naložena, je prav tudi, da jo opravijo. Zdaj, če bomo lahko kakorkoli tudi mi potem novi poslanci vplivali pri teh normativih, bomo vsekakor poskušali. Kolikor mi je zdaj znano, so pa pri zadnjem tem izračunu glavarin se upoštevalo v tisti dolgi formuli, ki se je upoštevalo torej en dodaten faktor je torej število otrok do 5 let v občinah, tako nam je bilo rečeno, in pa število starejših od 70 po občinah, ker to sta dva zelo velika stroška, ki obremenjujeta občinske proračune, se pravi vrtci in starejši, torej domovi za upokojence. Teda upam in verjamem pa, da bomo lahko še na kaj vplivali, to bomo pa sve prosili potem argumente vas vseh na občinski ravni. Hvala. Hvala lepa. Prosim, gospod Slavica Rej. Ja. Še enkrat lep pozdrav vsem. Jaz bi samo potrdila dejstvo, da je bila takrat storjena dobra poteza občine, ko smo šli v drugačno organizacijo vrtcev po krajevni skupnosti, ko so se vrtci priključili šolam, kajti to se izraža tudi zdaj v ceni. Mislim, da pa je kvaliteta vseeno ostala enaka. Mislim, da je to velik plus, da je obremenitev zdaj teh vrtcev, ki so pri šoli, mislim, staršev, manjša. In pravim, to smo takrat razmišljali, ko smo šli v združitve s šolami, in smo rekli, bomo videli, kaj bo čas prinesel. In zdaj je čas to prinesel, da vidimo res, da starši plačujejo manj v teh vrtcev, ki so priključeni šolam. Mogoče bi tudi tu bilo potrebno razmisliti o kakšni drugačni organizaciji, kot se je to že razmišljalo. Hvala. Ja, hvala. Jaz bi rekel, najprej se pri tej temi niti nisem mislil prijaviti, ker bolj ali manj samo gre za, vedno, ko se take teme pojavijo, za retorično vprašanja, izračuni so dani, zakonodaja je jasna, v bistvu občina je, da pač to sprejme, da plača same subvencije oziroma to pa gre preko CSD-jev, izvala pa me je Mojca, pa bi rekel, ja že dolgo časa, ampak sedem redkih, ne. Po moje bi država največ naredila, če bi ustanoviteljstvo osnovnih šol pa vrtcev prevzela sama. Ne? Ker moje mnenje je, jaz sem prepričan, da to, da je ustanoviteljstvo na občinah, ki se dela na podlagi take ureditve, se samo delajo razlike med urbanimi pa neurbanimi kraji, ne? Ker šole posebej so financirane po številu učencev, v blokovskih naseljih, mestih imamo po 1000 ali več, oziroma nekaj tisoč, vem, zdaj moram povedati na pamet, govorim učencev, vsi na račun tega po sistemu glavarine na otroka te šole dobivajo denarje, s katerim lahko neki dodatni program naredijo, mi pa, ko smo v demografsko, bi rekel,
ogroženih krajih, kjer naše šole relativno veliko površino pa teritorij pokrivajo, pa že imamo težave pri šolah posebej z materialnimi stroški. Ne. To je zame, tako ureditev je smešno, pa mogoče, če poskusite, da bi, ker to, kar pa ima občina od ustanoviteljstva, jaz ne vidim nič razen tega, da tisti denar, ki ga vse občine dobijo, manj razvite občine, na takih območjih, ko so mi, večji procent tega morajo dati v funkcijo tega, kar bi morala država zagotoviti, ne pa občine. Po drugi strani pa bolj imamo neka retorična vprašanja, absurde, normative imamo, ki jih je treba izpolnjevati in se samo lahko sprašujemo, pač, da to moramo plačati in da bolj si nekako olajšamo dušo. Pa sem že bil predolg. Hvala. Hvala. Še kakšna razprava? Koliko ne še sam v par stavki povem, da najmanj smo na podražitvi vrtce navdušeni lahko mi, občinski svet, pa občinska uprava, županom na čelo, ker največji delež te podražitve seveda vedno obremeni občinski proračun. Zdaj, tako zvani zloglasni ZUJF, je prinesel takrat na letni ravni, da je država sploh lahko zvozila 800 milijonov evrov prihrankov. In takrat pa je bilo tudi sprejeto, da ko pa bo gospodarska rast večja od 3%, pa se bodo začeli ukrepi ZUJF-a odpravljati. In zdaj ne vem, kjer je, mislim, da je dr. Kolmanič povedal bistvo problema. ZUJF se odpravlja, občinam pa se ne popravlja glavarina. Po zakonu o financiranju občin bi mogla biti v tem trenutku glavarina 650 evrov. Če bi država sledila temu, kar je zakonsko naložila občinam v plačilo. Vi pa sami veste, da je znatno, da je 530. Se pravi, tu je nastala ena velika razlika, ki seveda še bolj toče demografsko slabše občine, tako kot je naša, ker pri nas je, tako kot je rekel podžupan Novak, je prispevek povprečni staršev, povprečni govorim, tam okrog 20, nekaj čez 20%, v Ljubljani pa je to 35%. Zakaj tam toliko? Je zato, ker so toliko višje plače, ker je tam veliko ljudi, ki imajo enormno visoke plače in tak naprej, od, ne vem, profesorjev, doktorjev, znanstvenikov, politikov nekatere, pa tudi politikov ne, direktorov pa tak dalje, javne inštitucije in vsega tega. Tega vsega pri nas ni, Zato je ta razlika tako velika. Mislim, da bilo v takih razmerah edino pošteno, če bi država v celoti plačilo tega prenesla na sebe, pa če že sprejema normative, tudi sama poskrbela za plačilo, ker plače v vrtcih vzgojiteljcev, pomočnic, pa drugi stroški pa so iste. Ali je to v Ljubljani, ali je to v Ormožu. Torej pač večkrat rečemo na Ljubljano. Zdaj mi dejansko na to napredovanje, plačne razrede, starost osebja in tak naprej, nekega velikega vpliva nimamo. Edino, kar je lahko, kot občina preverimo, če so plačni razredi pravilno določene. Zdaj nadzorni odbor je opravil pregled v enem od naših zavodov, tu je nekaj zadeve ugotovil, ne tako bi rekel nekaj velike, so pa neke ugotovitve zanimive, in se tisto poročilo je splača malo pogledati. Drugače pa seveda to, kar pa lahko in to, kar tudi bomo naredili, pa v drugo leto, to, kar po zakonu imamo možnost, naročili revizijo v vrtcu Ormož, tako da preverimo to, če so plačni razredi pravilno postavljene. Kolikor je temu tak, potem nimamo velikega vpliva. Vpliv imamo še edino pri polnosti oddelkov. To pomeni, da so oddelki tako polni, kot normativi dajo možnost. Tu pa moram povedati,
da temu sledimo. Ne. To pa je Mojca Zorčič na občini, pa seveda s pomočjo ravnateljice, ki morata to uskladiti in te oddelke bolj ali manj napolnimo do konca, plus tega, da še vedno damo soglasje, ne, za tista dodatna 2. Ne. In verjamem, da če ima recimo v tisti najnižji starostni skupini 12 plus 2, ne, je tak, 12 plus 2, 14 male, če bi vsi naenkrat prišli, to pa zdaj bolj kot dedek že opazujem, ne, če bi vsi naenkrat prišli 14, od katerih mogoče niti 10 če ne hodi, ne, potem je to zelo težko. Ne. Mogoče res so včasih bili oddelki z 30 otroki, pa to, ampak to danes ni več mogoče. Ne. To je danes čisto neka druga situacija. Danes so starši preobčutljivi, da bi kaj takega dovoljevali in tako naprej. Ne. Sve pa to pa potem zahtevlja tudi v vrtci svojo ceno. Ne. Tak da. Zdaj pa še samo o Ivankovci. Jaz sem vprašal ravnateljico Ivankovci, kako to, da do sedaj edini niso prišli z predlogom za višjo ceno. Rekla mi je, da imajo pač neke rezerve iz prehodnih obdobij. Ne. Mogoče je tudi, da si kaj pomagajo z tem preklapljanjem šola vrtec, ne. Vse to je tudi bila ta naša želja. Mislim pa, ne, pa nam neki prerok, ampak da bodo v kratkem tudi Ivankovci prišli, ker če so plačni razredi povsod šli više, ne, potem so sve šli tudi pri njih. Tak da. S tem zaključim. Se pravi, drugo leto bomo naročili revizijsko poročilo glede plačnih razredov v vrtcu Ormož in dejansko potrdili to, kar so oni v obrazložitvi v celoti zelo natančno tudi v tem gradivu pripravili. Tako da, ker je to dobro pogledate, to je dejansko razdelano po vseh kategorijah, ker so se stroški zvečali. Zdaj, če ni več razprave, jaz potem dam ta sklep na glasovanje s tem, da se na konci samo popravi datum, da ta sklep ne začne veljati s 1.7., ampak s 1.8. Potem vas prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Dajem potem sklep z celotno obrazložitvijo po oddelke, predlog novega cenika z tem, da se to povečanje v povprečju za 6,46%, se pravi ponavljam, 6,46% v povprečju začne uveljavljati z 1.8., ne s 1.7., kot je napisano v gradivu. Kdo je za? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 12 svetnic in svetnikov glasovalo 2 za, 2 proti, tako da je predlog za novi cenik vrtca Ormož z enoto pri Veliki nedelji potrjen. Jaz se zahvaljujem gospe ravnateljice. Mi pa gremo na naslednjo točko, to je 18, in sicer sklep o manjši notranji igralni površine na otroka v osnovni šoli Miklavž pri Ormožu v vzgojno-izobraževalni enoti Miklavž pri Ormožu. To je tista zadeva, ki jo tudi lahko občina sprejme. Poprosim gospod Zorčičevo za obrazložitev. Hvala lepa za besedo. Zaradi povečanega števila oddelkov v šoli Miklavž se v naslednjem šolskem letu zmanjša število prostorov namenjenih vrtcu. V spodnjih prostorih vrtca bodo v 2 igralnicah imeli pouk učenci 1. in 3. razreda. Dosledno uveljavitev 19. člena pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki navaja, da se na otroka zagotovijo 4 kvadratni metri, vendar ne manj kot 3 kvadratni metri, bi za šolskim letom 2018-2019 v vzgojno-izobraževalni enoti Miklavž pri Ormožu pomenilo dodatno zavrnitev otrok. Iz navedenih razlogov potrebujemo za premostitev prostorskih težav v obdobju pridobivanja dodatnih vrtečkih kapacitet sklep o odstopanju od normativa.
3 do 4 kvadratne metre notranje igralne površine na otroka v vzgojno-izobraževalni enoti Miklavž pri Ormožu v šolskem letu 2018-2019 in si na podlagi tega sklepa pridobiti tudi soglasje ministra pristojnega za področje predšolske vzgoje, ki velja za 2 šolski leti. Naj v tem, da smo imeli na prejšnji seji tudi sklep o manjši notranji površini za šolo vrtec Ivanjkovci in vrtec Podgorci, pa moram povedati, da smo že pridobili soglasje ministra za k temu. Tako da je to. Zdaj pa si še moramo za Miklavž pri Ormožu pridobiti. Hvala lepa. Torej, spet nek predpis, ki ga država predpiše, mi pa moramo pridno obogati. Pa vabi ponovno predstavnico odbora za družbene dejavnosti, ki besede. Hvala za besedo. Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s predlogom sklepa o manjši notranji igralni površini na otroka v osnovni šoli Miklavž pri Ormožu, vzgojno-izobraževalni enoti Miklavž pri Ormožu, se s takim predlogom sklepa strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala lepa. Želi kdo razpravljati? Ne želi. Vkolikor ne, zaključujem razpravo in dajem sklep, kot je bil predstavljen in je napisan na strani 55 v gradivo. Na glasovanje pa prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Lahko glasujete, prosim, kdo je za sklep? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 14 svetnic in svetnikov, nihče proti, tako da je sklep soglasno potrjen. Prehajamo na točko 19, to je premoženjsko pravna zadeva in sicer sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnino s parcelno številko 413/1 Vikao Gomila. Pa bo direktor podal kratko obrazložitev. Ja. Torej, nepremičnina s parcelno številko 413/1 Kao Gomila ne služi več svojemu namenu, to je namen oboti, zaradi česar predlagamo izločitev nepremičnine z javnega dobra, ker obstaja interes stranke za menjavo predmetnega zemljišča s cestnim zemljiščem, ki ga bo pridobila občina Ormož, je potrebno zemljišče torej najprej izvzeti iz javnega dobra in prenesti v lastništvo občine Ormož. V skladu z 247 členom zakona o urejanju prostora se lahko nepremičnine status javnega dobra odvzeme, če ne služi več namenu, za katerega je bil status podeljen, po prenehanju statusa javnega dobra pa postane nepremičnina last občine Ormož. Hvala lepa. Še enkrat vabim besedi predsednika odbora za premoženje, finance in gospodarska vprašanja. Hvala za besedo. Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja se seznanil s sklepom o ukinitvi statusa javnega dobra z nepremičnino s parcelno številko 413/1 Kao Gomila, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Ta sklep je bil soglasno sprejet s 5 glasovi za. Hvala lepa. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Kolikor ne, zaključujem razpravo in dajem sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, tako kot je bil predstavljen v potrditev. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Vsem vam dela, ker vas je vseh 20, 16 pa vas je pritisnilo, se pravi, je vsem moglo delati. 16 se vas je prijavilo. 17. Ja, še prav, ja. 16, ja, 4 manjkajo. Kdo je za ta sklep, ki je bil predstavljen? Šestnajst. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. 16 svetnic in svetnikov je glasovalo za, nihče proti. S tem smo končali to točko. Prehajamo na točko pobude, predlogi in vprašanja svetnikov. Tokrat ni nobenega vprašanja bilo postavljenega.
Točka 22, odgovori na vprašanja svetnikov. Je tu potrebno kaj povedati? Glede prejšnjih odgovorov, tu je ne. Točka razno. Če ni več nič, jaz vam želim lepe počitnice, pa do konca avgusta potem ne bo seja, ampak nekje takoj v začetku septembra. Lahko se zgodi, da bi bila trgate, samo če bo takšno vreme, potem ne bo. Pride še zima, brez skrbi. Hvala lepa vsem.